Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je župan občine Idrija Tomaž Vencelj, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Lep pozdrav. Dobrodošli. 22. junija občina Idrija praznuje občinski praznik, letos najbrž v posebnih okoliščinah. Ja, seveda. Posebno je že to, da je pač letos še zmeraj nekako pod vplivom epidemije oziroma virusa, tako da same prioritete bodo bolj skromne oziroma bolj komorne kot ne. Kljub temu pa se napoveduje osrednja, bi rekel, prireditev oziroma slavnostna seja občinskega sveta, ki bo 22. junija, se pravi na sam občinski praznik. Pred dnevi je občinski svet popravil temeljni dokument občine, to je proračun. S kakšnimi poudarki? Ja, vedeti moramo, da proračun se vsako leto večkrat spreminja z rebalansom. Tako bo tudi letos, ne? To je bil v bistvu prvi večji rebalans v tem letu. Naslednjega lahko pričakujemo mogoče kakšnega manjšega že celo na julijski seji. En večji bo pa vsekakor moral biti še na jesen, zaradi tega, ker pač letošnje leto je zelo nepredvidljivo, sploh po tem covidu in stvari je treba balansirati. Do neke mere imate tudi zvezane roke, saj vam država predpisuje na primer plače v šolstvu, zdravstvu. To so pa veliki stroški. V bistvu tako, šolstvo ni naša stvar, naši so vrtci. Se pravi, skozi sistematizacijo vrtcev dobimo nekakšno sliko stroška vrtca na letni ravni, ki je pa, bomo rekli, za eno tako občino kot je Idrija, se pravi, iz prihodkom države okrog 8 milijonov in stroškom, bom rekel, slaba 2 milijona, velik strošek v bistvu v tem samem proračunu. Je pa tako, da trenutno so tudi prostorski pogoji v vrtcih taki, da neke popolne optimizacije teh same sistematizacije, se pravi, in tudi zasedenosti oddelkov ne moremo pričakovati. Z novim vrtcem v Spodnji Idriji bomo stvar pa poskušali zoptimizirati. Kako pa je zamislijo, da bi več denarja dobili iz evropskih skladov? Je to sploh še mogoče? Praktično ni mogoče. No. Zdaj, kar je denarja za kakšno infrastrukturo, je vse skupaj že bilo pokoriščeno, kar se je dalo. Se pravi, kanalizacijske enote nad 2000 prebivalcev in bomo rekli vodovodni sistemi nad 10 000 prebivalcev. V končni fazi pa zelo slabo kaže tudi v sledeči v kohezijskem obdobju 2021-2027, ko kot člani zahodne kohezijske regije slovenske ne bomo dobili praktično nič več denarja. To pa pomeni, da se po trenutnih izračunih bo zahodna kohezija oziroma zahodna kohezijska regija prejela 77% manj sredstev kot v prejšnji perspektivi, vzhodna kohezijska regija pa bo prejela s faktorjem 1,8, se pravi 80% več kot zdaj. Ker pač Evropa nas šteje pod razviti del Evrope, zahodno kohezijsko regijo, slovensko, in smo pač s tem močno prikrajšani. Moramo povedati, da smo skupaj z ljubljanskim območjem v tej zahodni kohezijski regiji nas praktično vse tiste, ki nismo Ljubljana, to močno toče. Je pa res, da je država povečala glavarino? Ja, država je povečala glavarino, ampak to je hašenje požara. Dokler se ne bo spremenila temeljna formula tega, koliko dobimo občine glede na svojega prebivalca oziroma glede na svoje realne potrebe, stvar ne bo pravična. In tu se praktično vsi strinjajo, samo kdo bo od slovenske vrhovne oblasti v to ugreznil dokončno,
bomo povedali. Napovedujejo vse spremembe, ampak trenutno jih še ne vemo. Mi moramo vedeti to, da občina Idrija je za slovenske razmere zelo velika občina, s tem, da ima na tem območju ne tako veliko prebivalcev, se pravi, mi imamo predvsem problem infrastrukture, se pravi, skoraj 400 km cest, ki jih je treba vzdrževati, predvsem drugače, kot bom rekel, eni Lendavi, kjer ti, bom rekel, nasuješ gramo, ga povalaš, daš povrh asfaltine ceste narejene, pa nas je pa škarpa spodaj, škarpa zgoraj, odbojna ograja, nad zgornjim zidom še mogoče zaščitna mreža, verjetno, poškodbe zaradi zimske službe, zimska služba in tako naprej in tako nazaj. Največja investicija ta trenutek pa je vrtec v Spodnji Idriji. Največja investicija je vrtec v Spodnji Idriji, dela potekajo, bomo rekli, zelo dobro. Letos 3 milijone. Približno, ja. Bomo videli, kaj bo izvedeno, kaj ne bo. Pač taka stvar ne moreš zabetonirati fiksno, koliko bo kakšno leto, ampak nekako rekel bom, da je plan, da do aprila prihodnjega leta, do 2021, je vrtec zaključen in tudi z vsemi uporabnimi dovoljenji, ki jih mora imeti. Se pravi, da šolsko leto 2021 je vrtec v novih prostorih. In da so vsi računi plačani. Tako se dela. Odlično. Na korenito... Oziroma kredit bo še zmeraj trajal naprej, ne? Ja. No. Na korenito obnovo pa čakajo tudi nekateri športni objekti. Modra dvorana je v slabem stanju. Ja, Modra dvorana, športni center. Letos je prioriteta zamenjava strehe na športnem centru, ki se bo izvedla zdaj med poletnimi počitnicami, ker tam pač smo na tem, da ali menjamo streho ali pa menujemo potem tudi tla noter, ne? Se pravi, če bo stvar zamakala naprej. Tako da pridobljeni so bili predračuni, odločil se o izvajalcu in bo tekom poletnih počitnic to tudi narejeno. Druga stvar, ki se pa letos spreminja po Modri dvorani, je pa investicija v novo razsvetljavo. V bistvu se bo, tukaj smo pridobili 20.000 evrov na razpisu Fundacije za šport, tako da tudi tekom poletja se v Modri dvorani zamenjajo stare luči, ki jih je, bomo rekli, zdaj preko 30 kW z novim LED sistemom, ki deluje tam nekje na 9 kW. Poleg tega bo vsaka luč imela možnost, bom rekel, samostojnega nastavljanja, se pravi, da boš ti lahko nekakšno tudi neke ambientalne svetlobe različne dobo noter v prostoru in seveda tudi različne svetilnosti za različne priložnosti, se pravi za neko rekreativno vadbo, tekmovalno vadbo in celo osvetlitev za HD televizijske prenose, če bo potrebno. Že ob začetku mandata ste se soočili s težavami pri komunali. Na zadnjem zasedanju občinskega sveta ste celo rekli, da je komunala tako na meji preživetja. Dobrega pol milijona dolgov imajo, drži? Ja, dolgov imajo več. Zdaj sicer čakamo še na poročilo revizije za leto 2019. Ko bomo prejeli poročilo revizije, bomo tudi sklicali občinski svet. Najprej smo mislili, da bo to 2. julija, ampak do 2. julija je povedala revizija, da še ne bo, pač bo končala prej, ampak ne bo teh rokov za oddajo gradiva. Tako da mi zdaj po novem računamo, da bo občinski svet 16. julija, kar je sicer za nekatere malce neugodno, ker se pač nekako prihajamo v čas dopustov, ampak kakorkoli to stvar moramo pred poletnimi počitnicami opraviti. Zdaj po mojih informacijah se letos stvari obračajo na boljše. Predvsem kar se finančnih vidikov tiče, tako da optimistično zremo naprej.
Na področju vodooskrbe pa so težave edino v ledinah, sicer so sistemi stabilni. Ne? Ja, kar se tiče ledin, ledine imajo problem s kalnostjo. V ledinah se dela na projektu, kaj ne rečem, ne bom napačnega izraza uporabil, superfiltracije te vode, no, da to kalnost nekako saniraš. Druga stvar, ki se tudi na področju vodovodov dela, je projekt povezave sistema Idrija s sistemom gore-dole Jelični vrh Godovič. Se pravi povezavo vodovoda preko Ljubevča v Jelični vrh in do rezervoarja Lešetnica, in ta sistem bi dajal v ta sistem, se pravi gore, dole, Vehrše, Godovič, dodatno 2 litra na sekundo, ne, in praktično za 2-krat povečal vodnatost tega sistema, ali kakorkoli bi temu rekel. To je ena, in pa tretja stvar je, idejni projekt je bil narejen za vodovod Idrijske Krnice, ki je pa bil predstavljen krajanom in na podlagi izračunov o višini, bomo rekli, komunalnih prispevkov za priključevanje in še na podlagi nekaterih drugih podatkov se bodo zdaj potem krajani odločali, ali gremo v to investicijo ali ne. Ker vedeti treba, da vsak, oziroma, drugače bom rekel, noben vodovod na podeželju se ne plača sam. Investicija recimo nekako ocenjena za Krnice je 1 200 000 evrov, ne? Kar je pa potem, vemo, koliko časa bi moglo ustvariti s tisto porabo in s tistimi stroški tam gor prodajati, v bistvu, da bi se pokrila, tako da se take stvari se ne pokrivajo. Ne? Vemo pa, da imamo tudi na področju cele občine isto ceno vode, se pravi, da solidarno plačujemo eden drugemu. Kako pa bo s cestami, kakšne so prioritete? Ceste so slabe. Denarja ni, čisto po pravici povedano. V letošnjem letu eno malenkost se bo poasfaltiralo. Zdaj vedeli bomo točno, koliko bo skozi predračune oziroma skozi te ocenjene vrednosti. Vedeti pa moramo, da čez prst, po pogovoru z določenimi strokovnjaki z tega področja smo, če bi hoteli recimo vse ceste v občini narediti nove, oziroma da bi bile na novo preplastene in nekako spravljene v neko nulto točko, se pravi, od zdaj naprej je pa to narejeno tako, kot mora biti, s podlagami, z vsem, bi rabeli po tej oceni med 40 in 50 milijonov evrov. Kar je pa praktično nemogoče. Iluzija. Tako da vse skupaj bo boljše, če bo država res spremenila tisto formulo financiranja, o čemer sem prej govoril. Še dobro, da država skrbi za cesto po Kanomlji in proti Žirem, ter za Keltiko. Tako nekako. To so, bi rekel, njihovi stroški. Ne? To so njihovi stroški, ja. Dela v Zali gredo k koncu, Ja. Večjih pretresov ni bilo. Ne? Večjih pretresov ni bilo, moram reči, da je izvajalce zelo dobro pripravil na situacijo in je praktično stvar bo zaključil pred rokom. Tudi letošnjih popolnih zapor ni bilo potrebnih, kakor so bile lani napovedane. Tako da jaz mislim, da bo v redu. No? Je pa še stvar tega, potem še dodatna stvar debate iz investitorjev v Zali, je še en del povračila oziroma vložka v rekonstrukcijo ceste Godovič-Vehrše Rebro-Idrija, kjer moramo nekako oceniti, kaj je tisto obvozni čas še nekako pokvaril, da je treba zdaj sanirati. Nikakor ne moramo pričakovati asfaltacije, ne vem, ciljih odsekov, ampak določene stvari bo pa treba še popraviti. Občani so včasih nezadovoljni zaradi stanja na parkirišču pred zdravstvenim domom. Kdaj se bo tam kaj izboljšalo? Ja, parkirišče pred zdravstvenim domom je najeto strani firme Zidgrad. Se pravi, ima tisto parcelo občine v najemu. V bistvu pred tem, ko sem jaz prišel kot župan na občino,
ni bilo tam sploh nobene pogodbe, se pravi, smo se končno le dogovorili o tem, da nekdo to jemlje v najem in pač tam lahko legalno parkira. Tam je želja v bistvu, da bi čim hitreje v bistvu tisti predel Idrije spravili v neko stanje zazidljivosti. Trenutno ni zazidljivo, ker je pač poplavno ogroženo. Tako da občina je dala narediti elaborat poplavne zaščite, ute in tistega predela Idrije in čaka na odgovore strani državnih organov, če so ti predlogi primerni, in potem se bo šlo naprej v pogovore z vsemi tistimi deležniki, ki bomo morali sodelovati, da bomo do tega prišli. Moram pa reči, da s tem je povezana tudi sanacija tiste grozne ograje pod horami, a ne pa domače povedano, ker tam ne moramo zdaj zamenjati ograje, ker skozi te predvidene ukrepe se tam predvideva vsaj polmetrski parapetni zid, ki bo ščitil pač to področje pred izlivi Idrijce čez, na teh maksimalnih 100-letnih, 500-letnih nivojih vode. Ko bo pa enkrat to, potem pa lahko govorimo s lastniki in z ostalimi o tem, kaj bomo na uti naredili. Zaenkrat pa bomo verjetno le malce bolj uredili nekako sistem parkiranja, kako in kaj, pa začrtali eno glavno prometnico, ki bi mogla biti tukaj nekje ob pločniku pri domu starih, da pač nekako razbremenimo prostor in ljudem nakažemo, kako se parkira. Ker nekateri, moram reči, ne vejo, da če sta dva avta, pa še vmes tisto sredino ne more iti nikamor. Ja, ob nastopu mandata ste bili zelo kritični do Centra za turizem, do Zavoda za turizem. Po menjavi vodstva se zdi, da zavod deluje drugače. Jaz mislim, da kakorkoli je prišel v Zavod za turizem z nov direktorico en svež veter in malega novega razmišljanja, ne morem reči, da prej niso delovali dobro, ampak trenutno delujejo boljše. Jaz mislim, da z novimi pogledi bomo prišli tudi do kakšnih novih produktov oziroma do drugačnih izpeljav nekih tradicionalnih prireditev, kot je recimo Festival Idrijske čipke. Letos bo pač, glede na to, da ne moremo vse tiste tradicionalne stvari že zaradi samih omejitev, bomo z nekimi drugimi prireditvami začrtali po moje neko smer, kako ne bi stvar izgledala v prihodnje. Na področju športa in rekreacije so zelo aktivna številna društva. Se kdaj pomešate med navijače na kateri tekmi? Ja, če se le da. Na kateri? Na košarko, grem še najrajša, ne. Drugače pa tudi na drugih sem bil, no. Zmeri sem bil, pa še zmeri bom. Kaj ne rečem? V Idriji imamo pač problem, da pa to nočem, mislim, razumeti moramo, da v Idriji imamo industrijo dokaj dobro, oziroma zelo dobro, lahko rečem, ampak nimamo pa firm, ki bi rabile promocijo skozi šport. Se pravi, da bom rekel tako malo, bom karikiral, nimamo nobene pivovarne, nimamo nobenega, ki bi ne vem, prodajal brezalkoholne pijače ali pa neke praške ali pa karkoli že. In pač na ta način nimamo velikih vložkov v te naše klube. Bom rekel, posledično nimamo nobenega kluba, ki bi bil nekako slovenska prva liga, recimo. V posameznikih se pa pač, eni so boljši, eni so slabši, ampak mislim, da smo pa nekako v slovenskem povprečju. Podpirate zamisel, da bi tudi v občini Idrija vsako leto razglasili športnika leta? Definitivno, predvsem pa podpiram zamisel, da se ustanovi ponovno športna zveza. Zakaj? Zakaj? Zaradi tega, ker s športno zvezo pridemo do enega
Sicer ustanovitev športne zveze ni stvar občine ali pa župana. To je stvar interesa klubov in društv pravzaprav, ne. S tem dobiš enega sogovornika, ki lahko nekako tudi vodi neko vizijo športa v občini. Ja, zdaj ob tem, da so gospodarske organizacije v krizi, se utegne zgoditi, da bodo tudi sponzorstva tem društvom, ki sicer niso velika, ampak vendarle še ta usahnila. A bo občina pomagala potem tem društvom? Ja, se tu načeloma se že dogaja v manjši meri, ampak jaz mislim, da oziroma kar jaz vem in kar imam informacij tudi strani gospodarstva, je rečeno nekako tako, ko se bo trend obrnil nazaj, se bodo tudi ta sredstva vrnila. Ja. Kako pa gledate na povezovanje s sosednjimi občinami? Po novem imamo z občino Cerkno skupnega inšpektorja. Tako. Bi lahko imeli še kaj drugega? Oziroma inšpektorico. Je še kaj prostora za drugo sodelovanje? Definitivno. Mislim, če pogledamo drugače, smo solastniki komunale, smo solastniki zdravstvenega doma in tako naprej in tako nazaj iz občine Cerkno. Pri tej celi stvari je predvsem vprašanje to, da dobimo še tretjega igralca v tej igri medobčinske uprave in s tem financiranje strani države, kar je pa trenutno bolj težko, ker so že vsi nekako povezani z drugimi. Ja. Vrsto let ste bili tudi občinski svetnik, delovanje občine zato zagotovo dobro poznate. Kako ste zadovoljni s sedanjo sestavo občinskega sveta? Jaz nimam nobenih problemov. Čisto iskreno povedano, jaz mislim, da je tradicionalno v Idriji, da dobre predloge se sprejme, slabe se pa sploh pusti pri miru. Strankarskih napetosti ni čutiti? Jaz jih ne čutim. Moram reči, da že v štartu, kakor veste, sem si izbral 2 podžupana iz strankarsko, bomo rekli, zelo različnih strank v bistvu. Oba sem vzel zaradi njihovih izkušenj na določenih področjih, ne zaradi strankarskih njihovih. Tako da jaz mislim, da funkcioniramo v redu. Občinska uprava bo v kratkem doživela več kadrovskih menjav. Držijo ocene, da se skupno število povečuje uslužbencev? Definitivno. Pa še se bo. Zaradi tega, ker če hočemo mi določene stvari spraviti v prave tirnice, bomo mogli še koga pripeljati na občino. Zdaj, samo da povem, kot je bilo že omenjeno, imamo novo medobčinsko inšpektorico, s 1. julijem dobivamo v upravo novo pravnico, ki se bo bazično oziroma ukvarjala predvsem iz premoženjsko-pravnimi zadevami, se pravi, bo pravnica v službi okolja in prostora. Tam imamo za nazaj urediti ogromno zadev, ki so pristale v mapah, zložene v omari. Tako da prvo delo bo nekako, da ta nova uslužbenka ugotovi, koliko je teh zadev, koliko časa bi se okvirno za to rabilo in če bo potrebno, se bo tudi še zunanje izvajalce najelo, da bomo prišli nekako na čisto. Sredi krize zaradi koronavirusa je občinski računalniški sistem napadel drugačen virus. Povzročil je kar nekaj škode, skrbi in zapletov. Ste rešili situacijo? Ja, več ali manj smo rešili situacijo. Se pravi, vse, kar je bilo na backupih, smo dobili nazaj. Problem so podatki, ki so jih imeli nekateri zaposleni na svojih računalnikih in ne na skupnem disku. Pa tudi za tiste stvari se nekako pridobiva podatke po različnih linijah, od tega, da se prosi tiste, ki so jim bili določeni dokumenti pošiljani oziroma poslani, da pošiljajo stvari nazaj, do raznih drugih načinov. No. Vsi
računalniki, ki so bili zakodirani, vsega skupaj jih je 6 ali 7, plus glavni server, se pravi, vse diske se je spravilo in se bo nekako čakalo in upalo, da se dobi program za dekodiranje in potem pač prijemo do vsega tistega, kar je bilo na teh računalnikih. Moram pa reči, da je bila, da se je po tistem, ko se je ugotovilo, da smo praktično rešili večino podatkov, se je navezalo stik tudi s hekerji, ki so pač to stvar naredili in ko so povedali ceno za dekodacijo teh podatkov, nismo odločili, da bi šli v tej smeri. Drži podatek, da je bilo to 90.000 evrov? Ja, približno 10 bitcoinov, ja. Ja, nezavidljivo. Kako pa ocenjujete sodelovanje prostovoljcev v času krize korona? Mislim, da smo, glede na to, da smo se praktično vsi tisti, ki smo se s tem ukvarjali in v okviru občin in v okviru civilne zaščite, s tem ukvarjali prvič, da smo kar, bom rekel, trezno razmišljali in delali nekako v smeri, da je stvar potekala dokaj dobro. Z določenimi stvarmi bom skozi današnje oči pogledal. Nisem najbolj zadovoljen, kako smo jih izpeljali, a v večini primerov je stvar potekala dobro. Kako bo jeseni, če se zadeva ponovi? Ja, mi imamo neko določeno število teh zaščitnih sredstev in sredstev, ki se jih pač trenutno rabi, oziroma so predpisane v primeru teh pandemije oziroma epidemije. Tako da je pa uradno ni še rečeno, ampak informacije so take, da v primeru večjih okužb v jesenskem in zimskem času se bo zapiralo ožja območja in skozi to naj bi se stvar tudi nekako lahko nadzirala pol. 22. junija boste imeli slovesno zasedanje občinskega sveta. Koga vse boste letos nagradili? Ja, v bistvu mislim, da imamo letos za podeliti 5 nagrad. 2 nagradi Jožefa Mraka, to sta Ciril Petrič in Lorenc Habe. Potem imamo Mrakovo nagrado, ki jo prejme Prostovoljno gasilsko društvo Idrija za svojo 130-letnico delovanja. Pirnatovo nagrado, to je nagrada na področju kulture, prejme Silvester Bajc in tudi nagrado za... Razglasili boste častnega občana. Tako. To bo zdravnik Alfred Kobal. Ja. Po dolgem času, že vrsto let nismo razglasili častnega občana. Ja, vrsto let. Par let nazaj je bil razglašen Rudi Skočir. Tako da to ni tako daleč nazaj. Moram pa reči, da je tokrat Alfred Kobal prvi, bomo rekli, občan občine Idrija, ki se mu podeljuje nagrado častni občan. Do sedaj te prakse v idrijski občini ni bilo. Ja. Kaj bi sporočili gledalcem o prazniku? Zanimivo vprašanje. Rekel bi, da recimo v povezavi z virusom, da dajmo delovati v tej smeri, kot smo delovali v zadnjih mesecih, se pravi, dajmo paziti na te naše stike in tako naprej in tako nazaj, da ne bomo si z okužbami še dodatno grenili življenja. Predvsem bom rekel, da pa dajmo vsi upati na to, da bo država in vodstvo naše države enkrat končno ugotovilo, da nismo vse občine v Sloveniji enake in da nekateri za ohranjanje, predvsem ohranjanje življenja v teh naših hribih in dolinah rabimo malce več nekih investicijskih sredstev, da bomo to poseljenost tega področja tudi obdržali. Župan Tomaž Vencelj, hvala za obisk in za ta predpraznični pogovor tukaj v studiu Idrijskih novic. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.